Še nekaj minut sem aktualna lepa soseda, ampak vedno bom postala lepa soseda 2006.
večer vsem skupaj. Jaz bi za lepega soseda zbrala kar svojega fanta. Hvala. Dobar večer vsem skupaj. Dobar večer. Katera je tvoja najljubša počitniška destinacija? Ja, sigurno grem najraž na Boru z mojimi prijatelji, ki me tam nekaj spodbujajo, ker se imamo vedno najbolj zažuramo in vedno igramo poker. Super, pa lepa zdravljam. Torej, to je bilo prvih 8 kandidat, še zadnje 4. Od zaporedno številko 9 se skriva dekle z imenom Lara. En lepo brat. Lepo so se tu naučile naše punce. En lepo prav, zdaj se malo zbudi, no? Hvala lepa. Hvala lepa. Lara, mikrofon je tvoj, proverka je pa moja. Prav? Prav. Ja. Če bi kandidirala za politično funkcijo, bi pri tem upoštevala želje svojih sosedov. Ja, seveda bi upoštevala želje svojih sosedov, predvsem pa od ljudi, ki si to zares želijo in tudi potrebujejo. Hvala lepa. Hvala. To je bila torej Lara, že smo prišli 10 stanje Polona. Polona. Pa da je to zanimljivo vprašanje. Katere 3 slovenske jedi bi priporočila tujcu, ki je prvič obiskal Slovenijo? Lepo večer še v mojem imenu, torej tujcu, ki bi prvič obiskal Slovenijo, to mislimo destinacije? Ne, katere jedi bi mu priporočila? Jedi potico, kislo zelje in pečenice, pa govejo žumco. Super, domače. Draga moja 11. deklica Nataša, lep pozdrav. Če bi za nagrado prejela potovanje za mesec dni na samotni otok, katere 3 stvari bi vzela s seboj? Poleg mene, seveda. Lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, da bi vzela škalice, vodo, fanta, pa Tokrat, da mi mami oče bila. Mami oče stari. Ok, hvala lepa, Nataša. Gremo naprej. Zadnja. Tina. To je 12. kandidatka. Katero prevozno sredstvo je najljubše za intimna potovanja? Še zadnjič dober večer. Za intimna potovanja mi je najboljše prevozno sredstvo avto. Super. Najbolj praktično. Hvala lepa. To je bila rubrika Vprašaj in odgovori. Čas je, da svoje delo opravi tudi žirija. Začnite seštevati, preštevati in dajte svoje glasove.